Spoštovane svetnice, cenjeni svetniki, lep dober večer. Pričenjamo z 18. sejo občinskega sveta. V naši sredi toplo pozdravljam tudi posamezne poročevalce, predstavnike medijev, predsednico nadzornega odbora in sodelavce iz občinske uprave. Kolikor vidim, smo vsi, razen gospoda Štromajerja, ki je na študiju v tujini, tako da še nekaj mesecev pa se nam bo pridružil. Sklepčni smo, lahko normalno pričnemo delati po tistem dolgem poletju, ki se še temperaturno ni končalo, po koledarju pa seveda že. Najprej bi vprašal glede zapisnika zadnje seje, to je 17. seje, ki je bila 7. julija, če so kakšne pripombe ali potrebne dopolnitve, spremembe. Ugotavljam, da ni pripomb in zato predlagam, da najprej potrdimo zapisnik 17. seje. Kdo je za potrditev zapisnika? Hvala lepa, ugotavljam, da je 21 za. Ne, tudi gospoda Kolarja gledam, ko ni nič odreagiral, pa ne vem, je proti ali je za. Za, ok. Soglasno za. Predlog dnevnega reda ste dobili na vabilu in hkrati bi glede na razpravo na odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve predlagal, da pri 3. točki, to je predlog o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju lokacijskega načrta podjetniško obrtna cona Podgoro 2, predlagali glede na razpravo in priporočilo odbora. Manjkajoča dokumentacija je bila vmes pridobljena, tako da mislim, da so izpolnjeni pogoji, da lahko gremo po skrajšanem postopku ta 3. točko. Še kakšna pripomba, predlog glede dnevnega reda? Ugotavljam, da ne in predlagam, da sprejmemo dnevni red, tako kot je bil predlagan, s tem, kot sem dejal pri 3. točki, da naredimo kar skrajšan postopek. Kdo je za? Hvala lepa, ugotavljam, da je dnevni red soglasno potrjen. In prehajamo na 1. točko, to je Zero Waste, zaveza občine Slovenske Konjice, posnetek stanja ravnanja z odpadki in zaveza občin na poti do družbe brez odpadkov za obdobje 2017-2026. Za uvodno predstavitev bom zaprosil magistra Franca Doverja, direktorja javnega komunalnega podjetja. Imam čisto eno tehnično vprašanje, se sliši zadaj? Vse. Hvala. Hvala, gospod župan, spoštovane svetnice in svetniki, prav lep pozdrav tudi v mojem imenu. Glede na gradivo, ki ste ga prejeli, bom poskušal biti kratek in jedrnat. Zero Waste Evropa je krovna organizacija, ki krepi vlogo skupnosti, da razmislijo o svojem odnosu do virov in okolja. Postopek, da se pristopi k tej evropski mreži lokalnih skupnosti, občina na poti nič odpadkov, je sestavljena iz 10 korakov. Z današnjim dogodkom bomo izpolnili 7. korak. 8., 9. in 10. so še potrditev evropske mreže, ki jo potrdi na evropskem nivoju. Potem so letna poročila in pa seveda spremljanje rezultatov oziroma teh ciljev, ki so tukaj podani. Zero Waste je sprememba kulture bivanja, vključevanje skupnosti in pa sprememba infrastrukture. To je preventiva, ločeno zbiranje surovin in pa zniževanje količin mešanih komunalnih odpadkov. Cilji, kateri izhajajo iz dane zaveze in katero ste tudi prejeli, so predvsem 3. Podali smo 5-letno in 10-letno obdobje, nekje da vidimo potem in seveda vsakoletno spremljanje, kako se k temu bližamo. Tukaj bi upozoril na eno preprosto dejstvo. Naše podjetje kot družbeno odgovorno podjetje in katero deluje odgovorno v tem okolju, bo se potrudilo maksimalno, da bi
tem zavezam tudi, bi rekel, uspele. Gre za način spreminjanja navad. Brez pomoči uporabnikov naših storitev ta stvar ne more živeti. Zakaj smo se podali na to pot, je bilo že kar nekaj povedanega, bistveno je pa zato, da ohranimo vire in da s tem tudi privarčujemo nekaj tudi v denarnicah. Kratki cilji. Iz leta 2015 je bilo 84 kg zbranih mešanih komunalnih odpadkov na posameznega prebivalca občine Slovenske Konjice. Čez 10 let načrtujemo, da bo tega še 65. V tonah to pomeni 2015 1260 ton, v leta 2021 975 ton in pri osnovi 15 000 prebivalcev. Povečati ločeno zbiranje surovine iz doseženih 71% na 77%, to pomeni, če zberemo 4000 ton na leto, 77% bi moralo biti ločenega zbranega leta 2021. Za občane bo vključitev pomenila, da v čim večji meri sodelujejo pri ločenem zbiranju surovin in njihovi ponovni uporabi. Prav tako, če imajo možnost, da kompostirajo doma. Spodbujali bomo k odgovorni potrošnji, s katero se poleg znižanja količine odpadkov znižajo tudi stroški. Zato naprošamo vse uporabnike naših storitev za upoštevanje naših pobud, predlogov, da se bodo udeleževali in tudi prebrali kakšno delavnico in prebrali kakšno obvestilo na poti k temu gospodinjstvu, k nič odpadkom. In na tem mestu, da zaključim, se bi zahvalil res prav vsem, vsakemu posebej občanu občine Slovenske Konjice, našim uporabnikom, ki vestno že danes ločujejo surovine in s tem pripomorejo k čistejšemu okolju. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo kaj dodati, vprašati? Gospod Hren pa gospod Štefanič. Gospod Hren. Hvala lepa za besedo, gospod Župan. Zanima se, račune, koliko bi to pripomoglo k znižanju stroškov oziroma koliko bi se dalo tega reciklirati oziroma koliko bi stroške zmanjšali tako v dobrem zbiranju, ločevanju odpadkov in prodajo teh sekundarnih surovin. Poglejte, to je večplastna izračunica. Prvič, če smo odgovorni potrošniki, je prvič to, da ne mečemo hrane v zaboje. Danes se tega 72 kg na osebo, na 4-člansko familijo je to okrog 200 evrov, kaj se lahko prihrani, če se odgovorno obnašamo. Drugo je pa tako, mešan komunalni odpadek je najdražji. Če imamo 1200 ton krat 150 evrov, mora naše podjetje plačati in to je tudi v elaboratu. Vkolikor bomo dosegli pod 1000, pomeni je razlika, ki bo vplivala na zmanjšanje tega deleža. Pomeni tudi skozi žep našega uporabnika. Zdaj natančnih vam ne morem povedati, v glavnem izkušnje iz občin, iz okolja, ki so to se podali in že imajo večletno tradicijo, je možno med 30 do 50% znižanje teh cen. Hvala. Gospod Štefanič. Zdaj, verjetno, če prav razumem, govorimo že tudi o predlaganem besedilu, temle zavezi. Bi jaz imel malo več mu povedal, ali pa mogoče niti ne. Zgleda, da je sestavljen iz 3 delov. Hočem reči, da so 3 različni ljudje delali. Prvi del, srednji del, ki je dela konstanten, namreč ta je brez napak, in pa zadnji del. Jaz sem to redakcijsko in lektorsko popravil. Dodal sem še nekaj malenkost besedila, opozoril bom na protislovja, ki so nastala v besedilu. Dal bom to gradivo, prvi sem se pogovarjal s kolegico Smiljano, da bi pomagal to urediti tako, kot je treba, da tisto, kar bo nazadnje tudi, to bo dokument do leta 2026, za 2-5 letki, da županov ne bo narodno, kaj bo podpisal. Če ste za to, vam kar nakratko povem, če ste za te spremembe, potem lahko predlagam v tej obliki, mislim, v popravljeni obliki potrdimo, sprememo ali pa se kasneje, kaj vem, na korespondenčni seji ali kakorkoli obrne.
Je pa nekaj takih ključnih napak, ki so malo zoprne. Slušaj, Fajn, imam eno vprašanje, medklic. Ja. Ali so ti popravki takšni, da spreminjajo vsebino ali ne, ali gre zgolj za lektoriranje? Ja, so. To potem to pomeni, da ga ne moramo sprejeti. No, če sprejmemo, jaz imam že rešitev tu in če sprejmemo s to rešitvijo, lahko gre naprej. Bom prebral. Ne? Ja, izvolite. Mislim, da sem razmišljal o tem, da časovno skrajšamo sprejem in da čim manj zapletamo. Za bodoče bi prosil, 8 dni prej dobite gradivo, pa to prej upozorite, ne pa da zdaj gremo se lektorstvo na seji. Ne? To je nam tehnično narodno. Ni ravno lektorstvo. Ne? Bom začel, pa bom prebral. In tudi spet ne vem, kaj potem odbori delajo, če tega ne vidim. Ja, to jaz sem prvič šele zdaj, kaj se 2-3 dni nazaj. Ni šlo odbore, pa no. Ni šlo, ne? Poglejte, besedilo bom bral, potem pa rešitev, kar ne. Zero waste družba bomo postali, ko bomo uspeli znižati porabo naravnih virov in energije ter spremenili koncept gospodarstva iz sedanjega linearnega v krožnega. Zdaj pa kaj je, ko bomo uspeli znižati porabo naravnih virov? Naravni viri so kaj? Sonce, voda, veter. Vsi vemo pa, da ekologi si pa prizadevajo ravno uporabo, vključevanje teh virov, ne? Zamenjavo. A je tako? Jaz predlagam, da prekinemo to točko, jo umaknemo in da se to prečisti. Ne bomo tule zdaj 30 No, če ste, ja, Jaz predlagam tudi tak. lahko. Jaz predlagam tak. Bo bolj hitro šlo. Vse ne gori voda. Predlagam, da to točko prekinemo in da se poskrbi za uskladitev lektorsko, vsebinsko, kakorkoli gradivo mora biti pripravljeno. Ja. Kdo je za to, da prekinemo to točko, da ne bomo zgubili časa? Ja. Jaz sem pa na voljo. Super, hvala. Bomo dali to v uskladitev in da ne bomo zdaj res brali pa se usklajevali. Prehajamo na drugo točko, to je predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016. Gre za hitri postopek. Uvodno predstavitev bo opravila vodja oddelka za javne finance od 1. ali 2. avgusta Nataša Fabijan. Hvala. Dober večer vsem skupaj. Prejeli ste gradivo, jaz bi pa na kratko prešla na tiste spremembe, na največje in tiste, ki bolj izstopajo. Pri pripravi predloga rebalansa za leto 2016 smo v prvi vrsti upoštevali določbe zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki se od sprejema proračuna za leto 2016 ni spremenil, iz česar sledi, da se ni spremenil tudi največji prihodkovni vir, to je dohodnina. Saj vrednost povprečnine še vedno 522 evrov. So se pa na določenih postavkah pokazala odstopanja in je dosedanja realizacija narekovala tudi nekaj sprememb v predlogu rebalansa. Davčne prihodke smo povečali za 8200, pri čemur smo zaradi že dosežene realizacije povečali davek na dediščine in darila za 18500 evrov, zmanjšali pa davek od premoženja in globe za prekrške. Realiziran je bil tudi prihodek občinske takse za vodooskrbo, prispevek za investicije v znesku 19594, zaradi izdanih odločb za komunalne prispevke pa se predvideva, da se bodo planirani prihodki povečali za 160 000. Povečali se bodo tudi prihodki iz naslova sofinanciranja, saj smo pridobili sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč v znesku 37 437 in sredstva Evropske unije za kohezijsko politiko za izdelavo celostne prometne strategije v znesku 14 756 v tem proračunskem letu. Povečajo pa se tudi prihodki za druga sofinanciranja v znesku 19 508, saj bomo prejeli sredstva za projekt Evropa za državljane, sredstva za tržne najemnine in pa sredstva za sofinanciranje projekta za kolesarsko stezo od občin Vitanje in Zreče. Skupaj so tako prihodki so se povečali za 314 531 evrov, kar predstavlja 3% celotnih prihodkov. Na odhodkovni strani
se je pokazala potreba po povečanju sredstev za javno upravo v znesku 29.115 evrov, kamor spada tudi funkcionalno poslovanje, ki se je povečalo zaradi prerasporeditve sredstev krajevne skupnosti iz njihovih drugih postavk. Največja potreba po povišanju odhodkov se je pokazala na postavki gospodarske dejavnosti, in sicer 190.257 evrov, saj se sredstva za vzdrževanje javnih poti povečujejo zaradi večjih vzdrževalnih del na določenih cestah za 26.285 in pa sredstva za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest za 97.016 evrov zaradi poškodb na elementih odvodnjavanja lokalnih cest. Vertikalna in horizontalna signalizacija se vrača na raven sredstev, kot so bila planirana s proračunom, saj smo jih med letom je bila upravljena prerasporeditev na postavko celostne prometne strategije. Planirano je poplačilo sredstev za izgradnjo mrliške vežice Špitalič v višini 30.000 evrov, ter na postavki vzdrževanje mestnih središč so planirane dodatna sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč za sredstva v višini 37.438, ki smo jih za ta namen tudi prejeli. Postavka varstvo okolja se povečuje za 10.000, stanovanjske dejavnost in prostorski razvoj pa za 15.000. Sredstva za rekreacijo, kulturo in dejavnost neprofitnih organizacij, združenj in drugih institucij se povečuje za 17.130 evrov zaradi povečanja stroškov za vzdrževanje bazenov in povečanja postavke za Trebnik. Na izobraževanju se zmanjšuje postavka za tekoče odhodke vrtca Slovenske Konjice za 40.000, obenem pa se povečujejo sredstva za vrtce drugih občin za 21.000 in pa za zasebni vrtec Mali grof za 9.000, ter za investicije v vrtcih za 7.759 evrov. Na področju osnovnošolskega izobraževanja se povečuje investicijsko vzdrževanje za 38.600, prevozi učencev za 5.000, zmanjšata pa se postavki za energetsko sanacijo osnovne šole Podgoro in Tepanje v skupnem znesku 31.194, saj se načrtovana energetska in statična sanacija starega dela osnovne šole Podgoro prestavi v leto 2018, sanacija Oše Tepanje pa v leto 2017. Na področju socialne varnosti se je pokazala potreba po povečanju sredstev za 35.674, kar bo namenjeno za družinskega pomočnika, oskrbe v socialnih zavodih, zmanjšala pa se bodo sredstva za pomoč na domu ter sredstva za subvencioniranje stanarin. Skupaj se tako odhodki povečujejo za 314.999 evrov, kar znaša 2,9% celotnih odhodkov, razlika med prihodki in odhodki pa se povečuje za 468 evrov in znaša 312.258 evrov. Zmanjšanje sredstev na računih tem znesku pa se pokriva iz sredstev na računih iz preteklega leta, kar pomeni, da je rebalans uravnotežen. To bi bilo to. Prav, hvala lepa. Najprej bi prosil predsednika odbora za finance in premoženje Staneta Frima, da poda mnenje odbora k predlogu odloka. Hvala za besedo. Odbor za finance je razpravljal o predlaganem odloku proračunu in predlaga občinskemu svetu, da predlagan odlok za 2018 rebalans tudi potrdi. Hvala lepa. Še statutarno pravna komisija, magistrica Ksenija Kramfer. Tudi statutarna pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejemu odloka o rebalansu proračuna občine Slovenske Konjice. Prav, hvala lepa. Vmes, oziroma kot zadnje, moram povedati, da so tudi bila usklajevanja s posameznimi predsedniki Svetov krajevnih skupnosti, tako da smo tokrat vse spremembe, ki so se pojavile, vključili v to, da nismo prišli na staro prakso, ko se kakšen teden po sprejetju rebalansa pa ugotovilo, da je par evrov šlo kak drugače, tako da je tudi s predsedniki Svetov krajevnih skupnosti to usklajeno. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Slovenske Konjice za leto 2016. Gre za hitri postopek. Kdo je za? 19 za, proti? Proti pa nihče. Ugotavljam, da je rebalans za leto, se pravi prvi rebalans v letu 2016 sprejet, 19 za, nihče proti. Hvala lepa poročevalki. Mi pa prehajamo na
tretjo točko, to je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju lokacijskega načrta podjetniško-obrtna cona Podgoro 2. Kot smo dejali, gre za skrajšani postopek. Uvodno predstavitev pa bosta upravila Igor Frim z strani občine in pa občinske uprave in pa predstavnik podjetja RC Planiranje. Izvolite. Hvala, pozdrav vsem. Na pobudo podjetja Advita iz Slovenskih Konjic je prišlo do predloga, da se izdela sprememba in dopolnitev prostorskega akta Podgoro 2, podjetniški center. Gre za širitev dejavnosti obstoječe na lokaciji zahodno od podjetja Kostroj in pa vzhodno od varovanega območja Pipoševega vrta. Nahaja se ta lokacija ob tovarniški cesti, za katere ni poznana, drugače pa to podjetje Advita, kot sem omenil. Gre za prizidavo dveh objektov, in sicer za potrebe skladiščenja. Ker pa ta zadeva meji na območje, kot sem omenil, tega vrta zaščitenega Pipoževega, je bilo potrebno še dodatno pridobiti pozitivno mnenje Ministrstva za kulturo. Namreč, vkolikor ne bi dobili tega pozitivnega mnenja, bi bilo potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje, vendar smo skupaj z razvojnim centrom to uspeli razrešiti, tako da je zadeva rešena z odločbo, da ni potrebno celovito presojo delati, in tako imamo tudi vsa pridobljena mnenja, ki so bila potrebna. Če so še kakšna vprašanja detaljnejša, lahko kolega še pojasni, drugače pa je to. Hvala. Jaz bi najprej prosil odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospoda Toneta Offentauška, da poda mnenje odbora k predlaganemu odloku. Ja, hvala za besedo. Odbor je obravnaval in je sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju lokacijskega načrta podjetniško-obrtne cone Podgoro, s katerim se strinja, je pa potrebno manjkajoča mnenja, ko so takrat še ne bila pridobljena, k temu odloku vključiti pred sejo občinskega sveta. Vkolikor še ne bo vseh mnenj, se izvede zgolj prva obravnava. Namreč takrat je bilo povedano, da vseh mnenj še ni bilo, še niso prišla in je tako zadevo težko sprejemati. Zdaj pa verjetno je vse to med tem časom prišlo. Bi pa nekaj predlagal. Za bodoče bi prosil, da tako ne hodi na sejo odbora. Dokler ni vsa dokumentacija kompletna, gledajte, je to zelo težko. Moraš pač nekaj narediti, za kar ne veš, če bo šlo ali ne bo šlo. Hvala lepa. Hvala. Jaz samo komentiral, to smo tudi na odboru na izrecno željo investitorja naredili, sicer ne bi. Jaz se ne bi sprašal, razpravo, bom jaz delil besedo. Predsednica statutarno-pravne komisije, magistrica Ksenija Klamfer, prosim za mnenje komisije k odloku. Ja, tudi statutarno-pravna komisija je to obravnavala k sreči, da ko smo mi imeli sejo, so bila že ta mnenja pridobljena pozitivno, tako da mi smo imeli to srečo. In tudi sprejela sklep o sprejemu odloka spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju lokacijskega načrta podjetniško-obrtna cona Podgoro v skrajšanem postopku. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju lokacijskega načrta podjetniško-obrtna cona Podgoro 2 v prvi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Soglasno sprejeta v prvi obravnavi. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo in jo tudi zaključujem in predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah, dolg naslov, tudi v drugi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je soglasno sprejet odlok in s tem je investitor verjetno prišparal kakšen mesec, ko bi sicer moral čakati. Mi zaključujemo to točko in gremo na četrto točko. Hvala lepa predstavniku RC Planiranja za sodelovanje pri sprejemanju tega odloka. Pri četrti točki, to je predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Slovenske Konjice, gre za prvo obravnavo, pa
je ravno, kot rečejo, just in time prišla tudi gospa Kočarjeva, predstavnica podjetja Urbana. Uvodno predstavitev bosta skupaj z našim Igorjem Frimom opravila. Je pa tako, da po 10 letih in pol se že prileže prva obravnava. Izvolite. Hvala. Podobno kot na odboru bom samo to pojasnil, da pač pristopili smo res, tako kot je župan rekel, med prvimi občinami k spremembi oziroma k novemu planu. Takrat se je imenovala strategija in pa prostorski red občine Slovenske Konjice. Mi smo imeli zadevo že pripeljano do osnutka in pridobili smo že vse smernice Ministrstva za okolje in prostor in vseh ostalih, mislim, da je bilo čez 30 nosilcev urejanja prostora. In na to se je zgodilo leto 2007, ko je bil pa sprejet nov zakon prostorskega urejanja in je nekako na novo zastavo, da je potrebno sprejeti občinske prostorske načrte z povsem novo metodologijo. Mi smo bili potem pri tem, ali prekinjamo zadevo, ali pa da smo sprejeli sklep o preoblikovanju tega akta, ki smo ga začeli v novi prostorski, to se pravi v nadaljevanje, kjer bo pač sledil ta prostorski akt, to se pravi občinski prostorski načrt. In zadeva se potem zopet začela povsem na novo, tako da pot ni bila lahka. Imeli smo plan iz 2004, ki še je danes veljavn, z veliko stavbnih površin, ki tudi sedaj nekako investitorji uspevajo pač pridobivati vsa ta dovoljenja, ki jih tudi vidite, ki se dogajajo v občini. Sočasno smo pa imeli tudi seveda nove pobude, ki pa verjamem, da je marsikomu že skoraj obupal nad tem, kdaj bo ta zadeva speljana. Mi smo uspeli končno vse to uskladiti z ministrstvom. Je veliko omejitev, tudi priložnosti, tako da zadevo smo dali na odbore. Odbori so sprejeli svoje sklepe, ki bodo tudi verjetno prebrali. Predlagam pa, da se še potem kratka obrazložitev daje iz strani izdelovalca in potem glasovanje ali kako. Hvala lepa za besedo. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Vesela sem, da smo uspeli po 10 letih priti do tega prvega branja izjemno pomembnega odloka o občinskem prostorskem načrtu. Odlok ureja vse posege v prostor, pokriva v bistvu celotno občino in daje izhodišča za tako dolgoročni razvoj občine v prostoru, kot tudi podaja pogoje že kar konkretno za izdelavo projektov in izdajo gradbenih dovoljenj. Odlok ima sestavne dele. Njegov sestavni del je seveda grafični prikaz, ki prikazuje natančno do parcelne meje vse možnosti in omejitve za posege v prostor. Obvezne priloge, ki so k temu odloku, so izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, to je strategija prostorskega razvoja Slovenije. Namreč vse dolgoročne usmeritve za razvoj občine je bilo potrebno uokviriti v to strategijo in iz tega glavne usmeritve povzeti. Drug sestavni del je prikaz stanja prostora. Ta prikaz stanja prostora je izjemno fleksibilna zadeva, saj se spreminja skoraj vsakih 6 mesecev, tako da smo imeli mi pri pripravi tega prostorskega akta tudi težave, ker je bilo vedno potrebno dodatno dopolnjevati prikaz stanja z novimi dejstvi, ki jih je narekovala država preko svojega informacijskega sistema za vsa področja dogajanja v prostoru. Sestavni del občinskega prostorskega načrta so tudi strokovne podlage, na osnovi katerih so potem bile oblikovane rešitve v občinskem prostorskem aktu. Teh strokovnih podlag je 21 in so izjemno obširne,
Vsebujejo tudi 3 urbanistične načrte za vodilna naselja v občini Slovenske Konjice, Loče in Tepanje. Sestavni del so tudi smernice in mnenja tako imenovanih nosilcev urejanja prostora. Teh nosilcev je bilo v začetni fazi okrog 44, na koncu smo morali upoštevati pogoje okrog 30 nosilcev urejanja prostora. Med njimi bi naj omenila predvsem najpomembnejše za področje kmetijstva, za področje gozdarstva, vodnega gospodarstva, varstva narave, varstva kulturne dediščine, ohranjanja zdravja in tako naprej. Z vsemi temi je v postopku priprave bilo potrebno veliko usklajevanj. Moram reči, da največ jih je bilo verjetno z Ministrstvom za kmetijstvo, ki strogo ščiti svoja kmetijska zemljišča. Sestavni del občinskega prostorskega načrta je tudi okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Slovenske Konjice, da plan ne bo imel negativnih vplivov na okolje. Izdelava okoljskega poročila je precej zavlekla tudi pripravo občinskega prostorskega načrta, saj morata biti in sta oba akta usklajena, kar pa je bilo precej naporov, da smo to dosegli. Občinski prostorski načrt je sestavljen iz tekstualnega dela, vseh teh sestavnih delov, ki sem jih prej navedla, in grafičnega prikaza. Grafični prikaz je izdelan v digitalni in analogni obliki. V primeru neskladij podatkov se uporablja analogna oblika. Sestavljen je iz strateškega in izvedbenega dela. Odlok ima 210 členov, od tega jih je 57 členov namenjenih strateškemu delu prostorskega načrta, 144 členov pa izvedbenemu delu. Zakaj je to tako obširno? Ker je v ta akt upleten dosedanji prostorski ureditveni pogoji. To se pravi, v izvedbenem delu je skoraj za 92% površine občine možno že ta hip, ko bo to sprejeto, pričeti pripravljati dokumentacijo, in če je dokumentacija v redu in skladna s prostorskim aktom, je možno tudi dati gradbena oziroma druga dovoljenja za posege v prostor. Strateški del je sestavljen iz 3 segmentov. Iz zasnov prostorskega razvoja občine, gospodarske javne infrastrukture. Drugo poglavje se nanaša na poselitev, na določitev okvirnih območij naselij, na določitev razpršene gradnje, ukolikor je v prostoru, in na določitev območij razpršene poselitve. Ta segment je nov in je različen, kot je v sedaj veljavnih prostorskih sestavinah, ki jih bo ta občinski prostorski načrt zamenjal. Zakon o prostorskem načrtovanju je podal velik poudarek na oblikovanje poselitve, na oblikovanje naselij, in skladno s tem so bila od prejšnjih ureditvenih območij, ki so v sedaj veljavnih prostorskih sestavinah, in jih je 92, bilo število teh območij, ki so ustrezala kriterijem za opredelitev v okvirno območje naselja, zmanjšano, tako da imamo v občini 62 okvirnih območij naselij. Ta naselja so različno velika, od največjega mesta Slovenske Konjice do manjših naselij. Tu smo imeli velike borbe z Ministrstvom za okolje in prostor, glede tega interpretacije, kako ustvariti kontinuiteto v prostorskem načrtovanju oziroma v oblikovanju pogledov na to poselitev. Strategija prostorskega razvoja Slovenije, iz katere
pač bazira tudi naš občinski prostorski načrt, daje velik poudarek na zmanjšanje razpršene gradnje. Mi vsi vemo, da je slovenski prostor močno degradiran, prav zaradi te razpršene gradnje, ki kvari prostor in tudi na en način draži stroške bivanja, saj je za to razpršeno gradnjo potrebno prav tako pripraviti in izvesti javno infrastrukturo. V občini Slovenske Konjice obstajajo območja, kjer se pojavlja ta fenomen razpršene gradnje, in sicer so to območja, ki so bila opredeljena kot odprti prostor občine. Za razliko od območij, kjer je avtohtona razpršena poselitev prepoznana kot avtohtoni vzorec poselitve. Kot avtohtoni vzorec poselitve je bilo so bila spoznana tudi območja z vinogradi, če tle omenim Škavce, Žičko gorco, in tudi ta imajo poseben režim in posebno opredelitev v okviru te razpršene poselitve. V usmeritvah, to je tretji sklop strateškega dela, so podane usmeritve za razvoj poselitve, to, kar sem zdajle omenjala, za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in pa za določitev prostorskih izvedbenih pogojev. Kompleten plan ima v strateškem delu 5 osnovnih rab. Stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vode in druga zemljišča. V podrobnem izvedbenem delu pa ima določenih 28 različnih rab. Od različnih tipov površin za stanovanja, za centralne dejavnosti, proizvodne dejavnosti in tako naprej. Vsa ta raba je bila določena skladno s pravilnikom o pripravi občinskega prostorskega načrta in dejansko, če pogledamo današnji občinski prostorski načrt in do sedaj veljavne prostorske sestavine planskih aktov občine, bomo videli, da je v grafiki velika razlika. Je pa res, da je ta, bom rekla, primerjava med različnimi občinami v Sloveniji je enostavna, ker vse občine v izvedbenem delu morajo uporabljati enake grafične prikaze. V občini je bilo kot okvir za določitev prostorskih izvedbenih pogojev na osnovi konfiguracije terena, zgodovinskih značilnosti, tipologije pozidave, namenske rabe, določenih 16 enot urejanja prostora. Te enote, znotraj teh enot imamo določena manjša območja enot urejanja prostora, ki jih je pa 273. Največ teh enot urejanja prostora je na območjih vodilnih naselij, največ v mestu Slovenske Konjice in manj v Ločah in Tepanju, pa tudi izven teh dveh naselij. To je okvir za čitanje izvedbenega dela. V izvedbenem delu so podani pogoji za izkoriščenost zemljišč, dovoljene namembnosti za posege v prostor, oblikovanje objektov, odmiki od parcelnih mej, pogoji za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, pogoji za ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo narave, varstvo vojnih grobišč, pogoji, kako in kdaj se lahko izdelujejo oziroma je obveza izdelave podrobnega občinskega prostorskega načrta za določen segment. In vsi ti pogoji so v tistih 144 členih
posebej napisani in jaz se v to ne bi ta hip spuščala. Z tem občinskim prostorskim načrtom se za nekatera območja urejanja podaljša veljavnost sedanjih aktov prostorskih. Takih območij oziroma teh aktov, s katerim se podaljša veljavnost, je 47. S tem odlokom se istočasno ukine drugih 46 odlokov, ki veljajo za posamezna območja v občini. S tem občinskim prostorskim načrtom je tudi predpisana obveznost izdelave podrobnega prostorskega načrta na 37 lokacijah v občini, s tem, da je tega največ v mestu Slovenske Konjice. Morda bi posebno pozornost še dala ohranjanju varstva kulturne dediščine v tem smislu, da je v občini izjemno veliko kulturnih spomenikov in varovanih območij, za katere je Ministrstvo za kulturo predpisalo stroge pogoje, ki zavzemajo nekih 12 členov. Za varstvo okolja oziroma za ohranjanje narave so tudi predpisali precej pogojev skozi tudi okoljsko poročilo. In tle je bilo potrebno iskati naprimer nadomestne habitate za ptice, ki bodo ogrožene z delovanjem letališča Senožet in podobne stvari. Velik poudarek je bil tudi na varovanju zdravja, tudi tu smo morali precej odloka dopolnjevati skladno z zahtevami Ministrstva za zdravje. Še morda omenim, da je imel stroge pogoje v svojih smernicah oziroma kasneje pri izdaji mnenja tudi ARSO, glede na to, da je občina precej v poplavnem območju. Če bo še kakšno vprašanje, lahko odgovorim. Zaenkrat hvala za pozornost. Hvala lepa za izčrpno predstavitev občinskega prostorskega načrta oziroma sprememb in bi šli najprej po odborih. Prosil bi odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospoda Toneta Ofentavška, da poda mnenje odbora k predlaganemu odloku. Ja, hvala za besedo, gospod župan. Odbor je obravnaval OPN, občinski prostorski plan občine Konjice, seveda z gotovimi pripombami, ki pa ste jih prijeli, če ste prečitali zapisnik seje komunalnega odbora za okolje in prostor. Zato bi jaz zdaj tole vam ne bi čital, bi pa prečital sklep. Odbor je obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju lokacijskega načrta. Sem se pa zmotil. Odbor je obravnaval, se pravi OPN in ga za temi predlogi daje občinskemu svetu v prvo obravnavo. Še odbor za podeželje, gospod Slavko Hren, prosim za mnenje odbora k odloku. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Odbor je imel svoj sestanek in je podrobno preučil prostorski plan, posebej še pa tiste dele, ki se nanašajo na uporabo prostora in pa OPN-ja na področju kmetijstva. In sicer država je dala možnost, da se kmetijstvo razvija skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Zato mislimo, da dodatne omejitve strani občinskih predpisov niso smiselne. Območje občine Slovenske Konjice ima že veliko omejitev zaradi Nature 2000, vodovarstvenih območij, zato dodatna zaostritve, mislimo, niso potrebne. Lega objektov na parceli namenjeni gradnji je s potrebnimi odmiki zelo natančno določena v poglavju 3/15/5 lega objektov.
Za nezahtevne objekte, ki se lahko postavljajo na kmetijskem zemljišču, lego in potrebne vnike določa uredba, član odbora za te primere predlagajo 2 dodatna pogoja in sicer. Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4 metre. Za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti investitor vpisan v RKG, register kmetijskih gospodarstev, kar je zelo pomembno, ker to se pravi, da lahko gradijo tam samo kmetje. Prav tako predlagajo dodatno vključitev besedila z 45. člena ZKZ-E alineja 67. člena odloka. Soglasno je bil sprejet sklep 6 za in nič proti. Odbor za podeželje občinskega sveta občine Slovenske Konjice predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Slovenske Konjice z naslednjimi dopolnitvami. V odstavku 2 66. člena namembnost in vrste posegov na kmetijskih zemljiščih K1 in K2 se doda nova alineja C, ki se glasi: objekti, ki so proizvod dan na trg postavljajo s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvodne in ugotavljanje skladnosti in so po uredbi, ki ureja vrste objektov, glede na zahtevnost lahko vrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti, terminskih kletni, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov. Prejšnja alineja C postane alineja Č. V odstavku 376. člena se zaradi primerljivosti poenoti podatke o zahtevani velikosti zemljišč, 1 hektar se nadomesti z 1 hektarja, 5000 kvadratnih se nadomesti z 0,5 hektara. Pri navedbi točk iz prejšnjega odstavka se doda še točka C, odstavek 66. člena dopolni z besedilom, ki je vpisan v register kmetijskih zemljišč, kar je sila pomembno. Objekti iz točke B, C in D prejšnjega odstavka, ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevne objekte, razen rastlinjaka, ograje za pašno živino, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže produktoči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, lahko vgradi le investitor, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ki ima v oblasti oziroma zakupu najmanj hektar ali pa pol, to, kar smo že prej rekli. Odstavku 466. člena uskladi se sprejme odstavku tako, da se glasi: pomožno kmetijski gozdarski objekti iz točke B in C, drugega odstavka tega člena, čebelnjaki iz točke Č, drugega odstavka tega člena ter staje iz točke D, drugega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene. V 86. členu glede odmika objektov od robov območij, ki porabi niso stavbna zemljišča, se doda nov odstavek in se glasi: za objekte, ki so navedeni v točki B, C in D, drugega odstavka 76. člena tega odloka, je pri umeščanju v prostor potrebno upoštevati odmik 4 metre od meje sosednjega zemljišča, soglasje lastnika pa tudi bliže. Tole bi bilo za odboru za podeželje. Hvala. Gremo še k odboru, se pravi statutarno-pravni komisiji, magistrica Ksenija Klamfer. Tudi na statutarno-pravni komisiji smo obravnavali predmetni odlok in sprejeli sklep, da predlagamo občinskemu svetu sprejem odloka v občinskem prostorskem načrtu v prvi obravnavi. Prav, hvala lepa. Gospod Tone Ofendavšek, v zvezi s pojasnilom. Gospod župan, zdaj, ker je bil tam predlog sklepa prečitan, potem mislim, da je tudi potreba iz našega odbora, da ga prečitamo, ker enostavno drugače ne moramo, če samo eno plat čujemo. Je prav tak? Ja, prav. Odbor je obravnaval predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Slovenske Konjice, ki so ga predstavili izdelovalki. Člani odbora so prav tako bili seznanjeni s predlaganimi dopolnitvami odloka sprejetimi v sklepu 5. redne seje odbora za podeželje, ki je bila dne 12.9.16 v razpravi, so sodelovali vsi člani odbora in se pretežno osredotočili na 76. člen odloka in na možnost uporabe dodatnih pogojev in kriterijev, ki jih dovoljuje 45. člen ZKZ-E in ki jih je že predhodno določil odbor za podeželje. Predlagano je bilo, da se zaradi preprečitve dodatne razpršenosti gradnje v prostoru in možnih zlorab dodatno omeji umeščanje enostavnih in nezahtevnih pomožnih in kmetijsko-gozdarskih objektov ter staj.
Prav tako je bilo predlagano, da se v odloku ne dovoli umeščanje pastirskega stana, ki ni značilen za naš prostor. Pomisleki so bili izraženi tudi glede potrebe vzpostavitve infrastrukture do tovrstnih objektov. V 158. členu odloka je potrebno pri usmeritvah za OPN 16 in 17 uskladiti in črtati vrste dovoljenj dejavnosti gostinstvu. V skladu z obstoječimi dovoljenji daje ob stanovanjskimi soseski, to je bilo predvsem preloge S32 in pa 036 del UN 1.040 ta del. Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep. 5 navzočih je bilo 5 in 5 je bilo, se pravi, tudi proti. Odbor je obravnaval predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Slovenske Konjice, na katerega ima naslednje pripombe. V 76. členu se dopolni odlok 3, odstavek. Objekte iz točke B in C in D prejšnjega odstavka, ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, enostavni in nezahtevni objekti, razne rastlinjakov, ograje za pašo, živine, obore za rejo, divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov lahko gradi le investitor, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in to vsaj 1 leto pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt oziroma pred začetkom gradnje enostavnega objekta, ki ima v lasti oziroma v zakupu. V odstavku 3 se doda alineja C. Objekti navedeni v tem odstavku, razen pastirskega stana, kateri se s tem odlokom ne dovoli, se tako umeščajo v oddaljenosti 50 metrov od legalno zgrajenih obstoječih objektov kmetije, kjer se prebiva in se s tem štejejo vsi obstoječi objekti znotraj območja kmetije. Če je eden od teh objektov stanovanjski objekt, v katerem prebiva nosilec kmetijske dejavnosti. Kot merilo oddaljenosti štejemo najmanjšo razdaljo med najbližjim od obstoječih objektov kmetije in načrtovanim objektom, pri čemer ta ne sme presegati 50 metrov. Objekte iz prejšnje alineje morajo biti oddaljeni najmanj 100 metrov od PNRP-ja oziroma za oznako SS. To je bilo na našem odboru obravnavano in tudi takole predlagano. To je, in na podlagi tega je bil tudi sprejet sklep, da se to uskladi in vnese in se podpira prvo branje, da se ta zadeva uskladi med prvim in drugim branjem, zato da ne bi mi, glede na to, ker smo 10 let čakali na ta dokument, z temi zadevami zdaj zavirali sprejetje prvega branja, da lahko do drugega branja bi se zadeve uskladile in se bi drugo branje pol pripravilo tako, da je ob drugem branju to vse skupaj sprejeto. In mislim, da je to tudi pravilno. Hvala lepa. Predsednik odbora za okolje in prostor mi je v bistvu potegnil to, kar je bila moja naloga, da ugotavljam, da sta oba odbora, ima vsak svoje mnenje oziroma so detalji, ki so neusklajeni, in bi se kar močno pridružil statutarno-pravni komisiji, ki pravi, da se naj matična odbora glede kmetijstva in prostora uskladita, strokovnjaki se naj uskladijo in je moj predlog takšen, da predno odpremo razpravo, še bomo seveda opravili, ampak da se opravi razprava, sprejme se v predlagani obliki prva obravnava, do druge obravnave pa treba stvari razčistiti oziroma uskladiti, da ne bo imel kdo slab občutek ali pa bo neko drugače, vse stransko pogledati, ne? Ker ta nesrečna omejitev na 50 metrov ne pride v poštev v vseh primerih. Nekdo ima
5 hektarov, 5 kilometrov stran Stadovnjak, rabi pa eno avto, da bo spravil, ne vem, zaboje noter. Je treba vsebinsko, vsestransko pogledati. To je moj predlog, zdaj pa odpiram razpravo. Bi mogoče se kar jaz prijavil. Mislim, da moramo vse naše, ki so pripravljali ta dokument, se jim zahvaliti za tako obširno in tako dodelan in tako velik dokument. Mislim, da je to zakon naše občine. Zato je pa tudi pri vsem tem potrebno, da se stvari tako uskladijo, ker to ni za en dan, niti ne za en mesec, ampak to bo trajalo leta, ni pa rečeno, da ne bojo možne dopolnitve. To je pa popolnoma sigurno, nekje pa moramo začeti. Da pa ne bi zavirali vsega ostalega, ki čaka na ta dokument, je pa potrebno, da pohitimo, ker praktično smo blizu koncu leta, ampak moramo pred koncem leta, to je v oktobru, za željo nas, da bi se to sprejelo, glede na vse to, da ogromno stvari čaka, ker nimajo podlage, da bi se lahko začele graditi. Med njimi je tudi nova obrtna cona v Tepanju, ki izredno zamuja in vam moram povedati, da že imamo tudi vmes nekatere, ki so se odločali in že zemljo kupili, pa ne vejo, kdaj in kako in se že obračajo, se pravi, in iščejo gotove stvari drugje. Zato je pravilno, da smo zelo pazljivi in da bi ta projekt stekel ne samo za Tepanje. Mi se moramo pogovarjati za celo občino. Cela naša lokalna skupnost potrebuje ta razvoj. No in na koncu bi se še enkrat zahvalil izdelovalcem. Bil je tu Frim, bila je tu gospa iz Velenja, kateri so neumorno spreminjali iz leta v leto, ko so se zakoni spreminjali, oni tudi gradivo, in da je telko teh občinskih odlokov, kot tu noter in teh številk, da jih sploh se obvladuje, ker ko sem jaz to obral, gledajte, na konci enostavno si obstal tam, ko si začel. Hvala lepa. Hvala lepa. No, če še malo preden dam besedo gospodu Nečemerju, karikirano povem, kako meni deluje sprejemanje prostorskega načrta. Slišali ste gospod Kočar, ki je rekla, da je 44 nosilcev urejanja prostora. To zgleda približno tako, da gre 44 ljudi na izlet z avtobusom brez vodiča. In vsak ima svojo željo, kam bi šel, ni pa vodiča, ko rekel, zdaj pa dosti, gremo v to smer. In zdaj, koliko sem obveščen v spremembi zakona o prostorskem urejanju oziroma v pripravi, oziroma je že sprejeto, da je predvideno koordinacijsko telo na nivoju vlade, ki bo pa reklo, zdaj pa naravovarstveniki, vi, ki bi radi betonirali, vsak imate svoj pogled, zdaj pa dost, tule bomo to zgradili, tam bomo pa primer pustili. In zdaj pa je že koordinacijsko telo, ki bo, da bo nekdo posegal. Ker nam je zdaj tako zgledlo, si prišel do 35. pa si ta nekaj zmislil, si moral spet prvega vprašati, kaj pa ti misliš, in se kar zgodba vrtela. Zato pa smo 10 let rabili. Gospod Nečemer. Za besedo, zdrav še z moje strani. Jaz bi mogoče rad sam tudi izpostavil eno dilemo, gre zgolj za dilemo, predvsem z tega, kaj sta gospod Ofentašek pa gospod Hren prebrala. Dejansko sta zelo na dva prebrala neke končne sklepe, ki jih je pa mogoče težko na tak način razumeti. Jaz bom pa sam povedal, v čem je ta dilema bila, kaj smo mi hoteli usklajevati, pa kar na koncu mislim, da smo celo naredili neko napako. Zato je res potrebno, da zdaj med prvim pa drugim branjem to res v celoti uskladimo, da je potem zadeva, da ima tak nek smisel, da tudi ne bo nezakonita. Dejansko je glavni problem to, kaj je gospa Kočarjeva povedala, da je po mojem namen vseh nas, da se pomanjša ta razpršenost gradnje po konicah, oziroma zdaj ni možnost umeščanja kar nekaterih objektov, kar kamorkoli. Zdaj, ker s tem se res degradira prostor in verjetno dobenemu to ni všeč, oziroma dobenemu zdaj ne bi bilo všeč, če bi tam na sred travnikov, pri Tepanju ali pa kjerkoli se zdaj pojavili kakršnikoli objekti, bi se gor lepili panoji, karkoli takšnega. In zdaj smo mi v skladu s tem debatirali na kak način to, na nek način
zadostiti kmeticom, zato da bojo lahko te enostavne objekte umeščali, pa na drug način, da se pa to ne bo vse posod pojavljalo oziroma vse posod dogajalo. Mi smo potem dali tudi neke dve glavne omejitve. Ena je bila 50 metrov od glavnega stanovanjskega objekta, druga pa je, da ne sme biti blizu teh glavnih stanovanjskih središč. Ampak na tak način smo enega kmeta, ki je blizu nekega stanovanjskega središča, postavili v neenakopraven položaj z vsemi ostalimi, če razumete. Gre se za to, da je zadeva bolj kompleksna in po mojem smo z vsemi temi dodatki zadevo še bolj zakomplicirali. Mogoče, če izpostavim eno zadevo, ki je povedal tudi član našega odbora, ki dela na gradbenem oddelku, in on je pač povedal, da se pravi tudi druge občine, ki so sprejemale OPN, so sprejemali neko skladno odločitev. Zdaj smo mi sprejeli nekaj čist četrtega, ki ga dobeden, ki ga nima ne občina Zreče, nima ne občina Oplotnica, nima ne dobena sosedna občina, me razumete? In zaradi tega pač jaz mislim, da je to res treba na tak način uskladiti, da bo zadeva ustrezna in primerna. Zaradi tega, ker včasih več členov, ko napišeš, več dodatkov, ko napišeš, bolj zadevo zakompliciraš. Tako da to je, bi rekel, zgolj moj pomislek oziroma razmišljanje, pa res mislim, da imamo to zadevo mogoče skupaj pa na nek način uskladiti. Hvala. Smo kar približno vsi na istem imenovalcu. Gospod Hren. Hvala lepa za besedo. Če ste natančno pregledali te člene, ki smo jih dodali na odboru za podeželje, vidite, da ti členi na nek način sledijo zakonu, pozitivni zakonodaji Republike Slovenije in rabi kmetijskih zemljišč, to se pravi, ki tako in tako že močno omejuje kakršnekoli gradnje in kakršnekoli posege v prostor, še posebno na zemljišča prve kategorije. Po drugi strani smo dodali cel kup nekih omejitev še zraven in to pomeni, da moraš biti kmetijski proizvajalec, da moraš imeti mit, da moraš odmakniti od druge, da moraš imeti toliko pa toliko primerljivih površin, da se ti objekti lahko uporabljajo izključno za kmetijske namene, to se pravi lepljenje panojev, pa vse take stvari takoj odpadejo, če to natančno to gledamo, kaj smo to dodali. Po drugi strani pa želimo, da bi konjiška občina kot taka ostala naprej še kmetijsko razvita občina, ker današnja moderna kmetijska proizvodnja zahteva povsem nove stvari, kot jih je bilo potrebno. To se pravi, združujejo se kmetije, nastajajo nove parcele na drugim področju, hočemo mikroproizvodno, v kateri vsi si želimo neko svoje lastne proizvodne kmetijstve in neko zdravo hrano pridelovati. Vemo, da ima Slovenija samo 60% svoje lastne preskrbe in mi moramo čim bolj to zakonodajo napisati tako, da bo za svoje dobro, ne pa omejevati, ker omejila je že tako dosti država. Hvala lepa. Hvala, gospod Koren. Ja, lepo zdrav. Tudi jaz bi povedal svoje mnenje. Najprej povem, da vsekakor treba prvi obravnavi to sprejeti in izpili te omejitve oziroma neomejitve. Sem pa mnenja, da bi te omejitve za te objekte, po mojem mnenju, šle v smeri teh 50 metrov je malo nesrečnih. Moje mnenje je bolj, da bi se od meje, lastne meje, odmik od meje lažje povečal, ker ne nazadnje kmet, ki bo gradil, tak objekt bo gradil na svojem. Spremeniti bi se moglo 1 hektar v najemu, to je tak, najem lahko vzameš danes, pa v lasti 1 hektar zemljišča, to se pravi, da si kmet, ne da bo vzel najem od nekoga, ko lahko dobiš, da si v lasti, da si aktivn kmet, to je drugi pogoj, prepovedati nekmetijsko rabo, absolutno, in možnost dejansko bolj odstranitve objekta, če je nekmetijska raba. Ne povem iz lastnih izkušenj, da jaz sem kmet in za prostem časom ne bom šel zidati kozovcu kar tak, če ga bom pa rabo, bi ga pa rabo. In jaz sem celo enega, ki doma, ki sicer, to je pa moč druga zgodba, da so ti starejši objekti preniski, za to sodobno mehanizacijo mora imeti recimo 4 metre čiste odprtine, da lahko danes prije z mehanizacijo, no včasih je bil to voz pa krave. In ta odlog, ki sicer ni, mislim, da ni v tem odloku, ampak to upravna enota določa, da je lahko kozovc visok 6 metrov. Če hočeš imeti primerno streho in spodaj odprtine 4 metre, ne gre skozi in jaz sem en kozovc doma 10 metrov od hiše celo od stranu, ker mi ni več bil primeren. Tako da jaz mislim, da ta bojazen, da bojo kar tako rasli objekti pri kmetih, kar brez veze, da imamo kar tuk denarja, pa tuk časa, da bomo kar si postavljali 50 kozovcev odpade. Prav je, da jim omogočimo tistim, ki se s tem obravnavajo, z omejitvami za nekmetijsko, pa absolutno, da bo ne bo tam nekje, ko se vi bojite, da bi kozovci bili, da bojo panoji, tam pač eno varovalko, da se pa lahko tak kozovc, imamo inšpekcijo za to,
da se na tak način dejansko enostavno na stroške investitorja ostane. Mislim, da je zadeva čisto brezpredmetna in ne rabimo imeti strah. No, vse smo dejali, da je treba vse stransko pogledati in zdaj v bojazni, da bo prišlo do zlorab, vseh zlorab ne moreš preprečiti. To je inšpekcija, kar gospod Koren ugotavlja. In koliko jaz vem, so en tak kozovc tam pri avtocesti že zložili, ki ni bil kozovc, ki je bil za reklamni panos, so ga zložili. Zdaj, slabo delovanje ali pa neuspešno delovanje inšpekcije ne more biti vzrok za to, da je zdaj tistega, ki ima pa resen namen. Tako da, jaz bi predlagal, da se približno vsi enako razmišljamo, da se res držimo tega, da do druge obravnave se mogoče v širšem sestavu odbor za okolje, kmetijstvo, pa še kdo sestane, povabi kakšne strokovnjake, pa da dobimo eno takšno usklajeno zadevo. Ker nekaj sem še, gospod župan, mislim, da sem pozabil reči. Veste, tale knjiga, pa vse te odloke, pa te stvari, kaj je tu notam, ne? Vi morate vedeti, da mi, ko to prečitamo ali pa kaj takega, ne moremo vse to tako predelati, da bi rekli, to je prav. In jaz mislim, da naše službe, ki jih mi imamo, delajo za nas. Za nas občane, sej one so zato tam. One so zato, ker če nas ne bi bilo, bolj pač njih ne bi bilo. In mi moramo enemu verjeti. In verjamemo njim. To, kar so tu noter zapisali, da je to, da ne bomo imeli kasneje še kakšnih dodatnih problemov. Hvala. Prav, gospod Otajc. Zdaj imamo vprašanje v zvezi s 152. členom tega, in sicer to govori o območju Škavc, Dobrov in Dobrovga. Govori o tistem, kar se tu sedaj, kaj možno graditi. In vpraša pripravljavca, kakšna je zdaj razlika med prejšnjim stanjem in sedanjim. To pomeni, zdaj v nekem območju se dovoljuje gradnja, če nekaj 30 arov zemljič, me zanima, kako bo to vplivalo na Škavce. To je eno vprašanje, drugo pa čisto osebno mnenje, vizavi 126. člena, ki govori, da pragov in izvol se v strugi Dravinje ne gradi. Vete, mi bomo vodo še fejs rabili, ne točno. Zdaj, če je to zakonsko zdaj tako omejeno, ne vem, ampak da se pa eksplicitno tu napomejuje ta zadeve, pa ne vidim smisla, če to ni seveda zakonsko dejansko nemogoče. Mi bomo vodo verjam, ko mi še zelo rabili. Tako da to bi prosil odgovor. Zdaj bom jaz to dobil. Za Škavce, kar se tiče za Škavc, v bistvu Škavci niso samo te Škavci, ki jih mi poznamo kot vinogradi. Mi smo že to pri javni razgrnitvi in tudi, mislim, da na KS-u smo se v tej smeri pogovarjali, da je v odloku, kar se tiče kompleksa Škavc, kjer so zdaj ti vinogradi na tem delu, ker Škavce so širše, ostaja obveza, da vkolikor bo šlo do kakršnekoli spremembe gradnje na tem območju, je potrebno izdelati OPPN za cele te Škavce kompleks, da govorim. Tako da tukaj se nič ne spreminja in če bo v OPPN-ju eventualno potem tudi za to območje še kakšen lastnik in da bi potem imel možnost pač v okviru tega OPPN-ja še narediti kakšno zidanico, je to stvar pol vas svetnikov, ampak načeloma to velja širše za območje, ki ni pokrito za ta del. Se pravi, ostale Škavce, kjer so že zdaj ti vinogradi, to je to. Jaz se navezujem na to, nekaj Škavce so v bistvu z občinskim odlokom zaščiteno. Ravno ta del, ko je obvarovan odlokom. Ta del varovanega območja, ki je zaščiten, ostaja. Ostaja zaščiten in je potrebno celo še več, potrebno je narediti nov OPPN. Ta del, kar pa zdaj zaščiten, se pa uporablja kot strokovna podlaga za zdravo OPPN, ker se ne bo nič spremenilo brez vaše. Hvala. Gospod Vozlič? 26. člen se pripraša. Aha, pardon, če malo. 26. člen je pa 126. Male hidroelektrarne. Ne, pravi je zelo. 126. Ja. To pa lahko se odgovorim. Ta člen je nastal na zahtevo Zavoda za varstvo narave
In sicer oni se silno upirajo temu, da bi sploh kakšno malo hidroelektrarno na Dravinji gradili, ne? In so zahtevali, da napišemo te pogoje not. In brez tega zapisa ne bi bilo pozitivnega mnenja. Bom rekla, veliko členov je takih, ki so pogojeni bili s tem, napišite ali pa ne damo mnenja. Jaz bi se omejil za takimi grobimi besedami, ker jaz osebno tudi težko vidim malo hidroelektrarno na bregu, glede na padec vode, količino vode, ne vem. Še morda en komentar, ne? Te male hidroelektrarne so prenešene iz sedaj veljavnih prostorskih sestavin. Mi smo vse dolgoročne usmeritve prenašali iz zdaj veljavnega plana v ta občinski prostorski načrt, ne? S tem, da so nam pa nekatere usmeritve kmetici podrli, kljub temu, da so zdaj v veljavnem prostorskem planu, ne? To so različne interpretacije na različnih ministrstvih, včasih ministrstva, recimo varstvo narave, ki želi imeti nadomestne habitate za ptice, kjer je poseben način košnje in ni dovoljeno govorjenje in tako naprej. Isto Ministrstvo za kmetijstvo nasprotuje temu, ne? Kdo bo zdaj to uskladil? Mi izdelovalci, kar ne. Vodiča nimajo. Tu smo zgubili na tem primeru eno debelo leto, ko se niso mogli zmeniti, kdo je zdaj bolj pametni, pa bolj pomembni. Še imamo razpravo? Irina Mozdič, ja. Besedo, glede na to, da prihajam iz Doma starejših občanov, se pravi dejavnost 11302, ustanove oziroma objekti za druge posebne družbene skupine, ali bi bilo smiselno mogoče pri dopustnih objektih dodati stanovanjske objekte za druge posebne družbene skupine in parkirišča, ki so funkcionalno potem vezana na namensko rabo, glede na to, da imamo dom v Konicah. Mogoče potem v 96. členu pa dodati število parkirnih mest za ta objekt. Zagledala sem OPN Maribor Ljubljana, oni imajo določeno prav za te objekte število mest, ali je vezano na število parkirnih mest, ali je vezano na število postelj, ali na število stanovalcev in tako naprej. Šest 96. Namenska raba pri dopustnih objektih, tanke so dopustni objekti. Jaz predlagam, da to zapišemo, pa priiščemo... Ja, se ne rabim gledati, sem mogoče razmišljati o tem, ker... Kaj to gre za območje Janketovega doma? Ja. Ki je že zdaj tako, kot je. Ja, zdaj je, Kje ste pa predvideli, da bi prišli? Mi imamo trenutno 4 parkirišča, ne? Pred domom. To pa ni nič. Za domom nam je zdaj uspelo čist pred kratkim kupiti zemljišče, ki sicer zdaj stanovanjskega pomena, ne? Nam to zemljišče ne koristi kot stanovanjska stavba, ampak nam bi služilo za parkirišča. Glede na 160 stanovalcev. Ja, to pa zdaj za nas novo dejstvo, ki pač ga nismo predvideli. Ja, ni bilo predvideno, ker tudi mi nismo bili predlastniki in je postopek zaradi ministrstva trajal 2 leti. Ja, bomo pogledali, pa probali uskladiti. Zapisano bomo, če se da, se stavimo. Mislim, da je to smiselno. Ker ne posegamo na kmetijska zemljišča, tisti je ful problem. Hvala. V redu, še želi kdo besedo? Gospod Lenšček. Jaz sicer nisem strokovnjak z tega področja, me pa samo ena informacija, se nisem niti mislil v besedi prijaviti, ampak me ena informacija, ne bom rekel presenetila, ampak samo, če lahko vprašam, glede na podatek, ki ga je gospod Offentaušek podal, da bi naj bile že neke parcele prodane v poslovni coni. Ja, v poslovni coni 54, tudi gospod Župan Vejper, Igor, vsi ostali, mislim, da je 80% parcel prodanih. 20% je v rezervi in tudi ti lastniki, ki so do zdaj kupili, ker to so bile parcele, so kupili cele parcele, ki pa bo od tistih parcel, ker ne rabijo toliko zemljišča, tudi nekaj ostalo. Tako da se pravi, zdaj, ko bo tale OPN sprejet in ko se bojo projekti naredili, ko se bojo enostavno oni rekli, tale objekt pa toliko še zemljišča, tisto, ko ga je zdaj kupil 2 hektara, ga rabi samo 1 hektar.
ga bo 1 hektar ostalo. Res pa je, tudi občina je odkupila 1 hektar zemljišča, to, kar smo že enkrat na seji imeli, samo zato, da bomo lahko zgradili infrastrukturo. Ceste in vse te stvari, ker če tega ne bi imeli, pol imamo tako konost. Tako da računamo, da na konci bomo še lahko, je kar precej še prošnikov. Ene sem pa že zdaj slišal, da so se pa odločili, da grejo drugam, ker pač je zadeva, pač malo predolgo to traja. Upam pa, da bomo mi v zimskem času to tako daleč pripeljali, da bo spomladi gradnja popolnoma lahko zalafala. Hvala. Še kakšno vprašanje, razprava glede prostorskega načrta? Ugotavljam, da smo izčrpali razpravo pri prvi obravnavi, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o občinskem prostorskem načrtu občine v prvi obravnavi. Kdo je za sprejem? Ugotavljam, da je soglasno sprejet. Hvala lepa poročevalcema. Mi pa prehajamo na 5. točko, to je predlog sklepa o odpisu terjatev iz naslova najemnin. Uvodno predstavitev bosta opravili gospa Tina Kavkler iz občinske uprave in pa Tanja Orlačnik iz stanovanjskega podjetja Konjice. Izvolite. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bi čisto na kratko predstavila predlog sklepa za odpis terjatev in sicer Zakon o javnih financah določa, da lahko župan do višine določenem odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neodločljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. In tako na podlagi odloka v proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2016 lahko župan odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 500 evrov, kar pomeni, da je za odpis dolgov, ki za posameznega dolžnika presegajo znesek, ki je določen z odlokom, pristojen občinski svet. Glede na navedeno predlagamo odpis neizterjljivih terjatev v predlagani višini iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin, za katere je stanovanjsko podjetje ugotovilo oziroma upravnik ugotovil, da so bila izčrpana vsa izvršilna sredstva in da terjatev ni mogoče izterjati. Mogoče bi omenila še to, da gre za skupno 11 dolžnikov, 2 sta bila že deložirana, 3 dolžniki so se izselili oziroma izpraznili predmetno stanovanje oziroma poslovni prostor po prejemu opomina pred odpovedjo najemne pogodbe, 1 dolžnik je bil izbrisan iz sodnega registra, 2 sta umrla, 2 pa sta bila preseljena v starejše stanovanje z nižjo najemnino. Mogoče še samo to, da v skladu z mnenjem informacijskega pooblaščenca smo vam posredovali samo število dolžnikov, skupno višino predloga za odpis terjatev, medtem ko podatkov o imenih in priimkih dolžnikov pa ne smemo razkriti oziroma ni v skladu z mnenjem informacijskega pooblaščenca. To bi bilo na kratko. Hvala lepa. Še strani stanovanjskega podjetja, kakva dodatna obrazložitev? Ja, hvala za besedo, gospod župan, pozdravljeni tudi z moje strani. Kar na glas pa počasi, ker še slabo čujejo. Jaz bi dodala samo to, da je bilo na podlagi predhodno izvedenih in ugotovljenih postopkov na podlagi zakona ugotovljeno, da poplačilo dolga v konkretnih primerih ni mogoče, in sicer iz razloga, ker so bile izčrpane vse možnosti zakonske, da bi se poplačilo teh, da bi bilo izvedeno poplačilo teh dolgov. Podlage za odpis nastopijo v trenutku, ko je neuspešno zaključen izvršilni postopek. Ob tem bi rada dodala, da upnik ob zaključenem izvršilnem postopku in na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova pridobi tako imenovano judikatno terjatev, katere zastaralni rok je 10 let in nam kot upniku omogoča, da v obdobju teh 10 let spremljamo dolžnika in v primeru, da je v teh postopkih po izvedbi ugotovljeno, da je dolžnik v tem obdobju pridobil kakšna sredstva, premičnine oziroma nepremičnine, lahko zopet v tem obdobju predlagamo izterjavo dolga. Potem podlaga za odpis dolga tudi nastopi na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku, namreč vemo, da je v tem obdobju izjemen porast osebnih stečajev,
potem na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave in pa lahko se odpis torej napravi tudi v primeru, ko je ugotovljeno, da smo opravili vse potrebno kot dober gospodarstvenik za dosego poplačila terjatve. Jaz bi samo dodala še, da postopamo v teh postopkih zelo odgovorno in skrbno, da gre za postopke, ki so zelo občutljivi in da je potrebno ogromno stikov z dolžniki ob sodelovanju s Centra za socialno delo in seveda tudi s pomočjo Rdečega križa. Hvala. Hvala lepa. Najprej bi prosil odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim, prosim za mnenje odbora. Odbor za finance in premoženje tudi skrbno razpravljal o tej problematiki in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o odpisu dolga stanovanjske podjetje Slovenske konice. Hvala. Še statutarno-pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Ja, tudi v statutarno-pravni komisiji smo obravnavali predmetni sklep, imeli smo pravno-formalne dopolnitve, te so bile v celoti upoštevane. In tako predlagam občinskemu svetu sprejem sklepa o odpisu terjatev iz naslova najemnin s predlagano dopolnitvijo, s tem, da se je v razpravi tudi pojavilo vprašanje, kako lahko sploh pride do takšnega visokega dolga, glede na to, da je eden izmed dolžnikov dolguje 10.000 evrov in se je tukaj pojavilo pravno vprašanje, kako je možno, da nekdo, oziroma smo prišli nekako do ugotovitev, da nekdo ni upravil svoje službe, da je dolžnika spustil do tako visokega dolga. Kaj bi tudi prihodnje naredili, da ne bi prihajalo do tega, da bi en dolžnik lahko naredil tak velik dolg v višini 10.000 evrov? Prav, hvala lepa, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato gospod Štefanič. Ne moram se kaj, moram pohvaliti gradivo, je zelo dobro pripravljeno. Tekst, besedilo. A ste to vedeli? Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, razprava? Ugotavljam, da ne več, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o odpisu terjatev iz naslova najemnin, tako kot je v gradivu predlagano. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep o odpisu terjatev soglasno sprejet. Hvala lepa poročevalkama. Mi pa nadaljujemo za 6. točko, to je predlog izjave lastnice odlagališča za pridobitev finančnega jamstva, gre za Cero Slovenske Konjice. Uvodno predstavitev prosim magistra Franca Doverja, direktorja javnega komunalnega podjetja. Hvala, gospod župan. Kot veste, je odlaganje odpadkov v občini Slovenske Konjice prenehalo že 30.6.2011. Od takrat so se marsikatere stvari spremenile, naredili so se ukrepi, izvedla vsa zapiralna dela, predvsem gre to za to novo odlagalno polje, ki je bilo konec leta 2014 tudi uspešno zaključeno. Od takrat dalje pa potekajo upravni postopki z ARSom, Agencijo Republike Slovenije za okolje, za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Tukaj pa se je zataknilo samo pri tem finančnem jamstvu. Namreč zakonodaja, ki je veljala v letu 2014, je predvidevala kot finančno jamstvo bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici za 30-letno obdobje. Takšnega inštrumenta takrat ni bilo možno dobiti, tudi danes ga ni možno dobiti, poleg tega pa takšni inštrumenti tudi stanejo. In od leta 2014 pa vse do leta 2016 smo se preko Zbornice komunalnega gospodarstva in pa tudi SOS-a, COS-a in Združenja občin Slovenije trudili, da bi spremenili ta, bi rekel, 76. člen uredbe, ki je to končno v letošnjem letu, v mesecu maju, tudi bilo spremenjeno. Dodan je 76a člen, kjer je potrebna izjava s strani lokalne skupnosti, ki jo potrdi občinski svet. Ta izjava je neke vrste garancija za
državo, da bodo dela, ki se tukaj predvidevajo, ki so v okoljevarstvenem dovoljenju predpisana, tudi izvršena. Mi že vse te aktivnosti danes tudi delamo, izvajamo, imamo tudi medobčinsko pogodbo, to se pravi med občino Konjice, Zreče in Vitanje v ustreznih deležih, kjer tudi izvajamo vse vrste monitoringov. Po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja se bo nekoliko tudi zmanjšal strošek vseh teh, bi rekel, monitoringov, ki pač so danes, dokler tega nimaš, predvideni v večjem merilu. Višina finančnega jamstva je določena informativno in je bila s strani ARSO-ta tudi nam posredovana. Kolikšna je lahko ta razlika od 958.074 evrov, vam ta trenutek težko rečem, bistveno je pa to, da je izjava in da bo v teh, karkoli že bo v teh deležih, ki so dogovorjeni med občinah, in kot ta garancija, da bo to kot zadostni, bi rekel, zadostni pogoj, da bomo končno ta OVD pridobili za to če rečem, novo odlagalno polje v Konjicah. Hvala lepa. Uvodoma pri tej točki povem tudi, da je priložen v gradivu ta priloga 4, kjer je podpisana državna sekretarka Lidija Stebernak, in lahko se njej, predvsem njej zahvalimo, da je enkrat ministrstvo prisluhnalo in da je prepričalo finančno ministrstvo, da je dovolj izjava občine, da bo poskrbelo za svoje smeti, ki jih ima na svojem ozemlju, da ni potrebno iskati bančne garancije, kar so bile neumnosti, kot da je občina privatno podjetje. No, in to smo k sreči uspeli. Zdaj pa predajam besedo gospodu Toneju Ofontavšku, da poda mnenje odbora k predlogu izjave. Hvala, ja, župan odbor je obravnaval. Okolje in prostor se je seznanil s predlogom izjave občine solastnice odlagališča za pridobitev finančnega jamstva. V sklepu se naj doda podrobnosti, ki so napisane v izjave glede celotnega obdobja zapiranja in v času po zaprtju ter citira uredbo. Namreč tu v tudi izjave noter je nekak tak zapisano, ali je tumasto, ali je za njih pravilno, tega podatka pa nikjer ni bilo. In izjava občine, se pravi, tule pravi tako, ne. Občina, bomo rekli Slovenske Konjice, lastnica, ne, odlagališča nevarnih odpadkov, je seznanjena z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavlja teh izvirnih nalog določenih z zakonom, etc. Z višino finančnega jamstva smo se mi nekako malo ukvarjali, kaj to pomeni, ker te številke od nikoder ni bilo. Mi jo ne poznamo. Ja, to ste pol, ampak ne pa številke. Ja, mi smo imeli tega, so rekli, da je prišlo, ampak da ga bojo predložili. Zdaj pa tuga pa ni, pa lepo nekdo pove. Saj ni nič takega. Je pa fajn, da vemo, da naša občina, ne vem, je treba dati 2 milijona ali milijona, zdaj ne ve nič. Piše pa. Zdaj bom drugače vprašal, ker meni je to tudi osnovno gradivo in to je bilo pripravljeno. Zdaj, če na odbor ni prišlo, je pa drugo vprašanje, ne? Kak? No se pravi, potem se je že ugotovilo, da nekaj manjka, ne? Ja, mi smo ugotovili, da manjka, zato smo to napisali v sklep. Ja, jasno. Ampak to je bilo osnovo, ne? Če se hočeš od dalje pogovarjati, imaš vedeti, o čem se pogovarjati. Ja, samo se razumete, ne? Je še danes, ne vem. Ja, tule je zdaj predloga zraven. Ja, no je bilo je rečeno, da bo tu predloga. Ok. Treba, brat, se je že bilo. Ja, v redu, vse. Prav, hvala še odbor za finance premoženja, Stane Frim. Tudi odbor za finance je razpravljal o tem predlogu, o tem sklepu. Razpolagali smo tudi predebatirali elemente, ki vplivajo na to ceno, za katero se jamči, in predlagam občinskemu svetu, da potrdi izjavo občine solastnice odlagališča za pridobitev finančnega jamstva.
Hvala lepa. Še statutarno-pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Ja, tudi na statutarno-pravni komisiji smo obravnavali predmetni sklep o izjavi občine Slovenske Konjice glede odlagališča za pridobitev finančnega jamstva v odpisu terjatev. Podali smo določene pravno-formalne dopolnitve tega, da se v sklep napiše obdobje, da se citira uredba. Te vse pripombe so bile v celoti upoštevane, tako da je sklep pravno-formalno pravilen, zato tudi predlagamo njegov sprejem. Hvala. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme izjavo občin lastnic odlagališča za pridobitev finančnega jamstva. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je soglasno sprejeto. Hvala lepa poročevalcu. Mi pa smo pri 7. točki, to je predlog sklepa o izdaji soglasja k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtec Slovenske Konjice za leto 16-17. Uvodno predstavitev bo opravil ravnatelj gospod Tomaž Popovič. Prosto bi, če smo, da smo disciplinirani, ker se zelo slabo sliši v tem prostoru, ali pa je slabo sliši. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav gospodi svetniki in gospe svetnice. Se pravi, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest za Vrtec Slovenske Konjice. Podlaga za nastanek tega akta je na podlagi pristojne zakonodaje za področje predšolske vzgoje, potem potrebni organizacijski strukturi, ki omogoča delovanje vrtca, število oddelkov in pa vpisov otrok v tem šolskem letu. Letošnji vpis je definiral tudi spremenjen pravilnik iz tega šolskega leta, iz tega koledarskega leta, vpisov otrok, se pravi, kjer smo zagotovili hitrejšo povratno informacijo staršem, sorojencem na isti enoti in pa tudi odgovor vsem staršem, ki vpisujejo otroka do konca koledarskega leta. Ne glede na to našo hitrejšo povratno informacijo, z naše strani smo se srečali z izzivom oblikovanja oddelkov, saj se je stanje vpisa spreminjalo še do konca avgusta, zaradi česar je bilo težje organizirati delo v začetku septembra. Razmišljamo tudi o tem, kako mogoče ta trend zajeziti oziroma kako tudi nam omogočiti dovolj hitro organizacijo oddelkov. Začetkom šolskega leta je v naš vrtec vključenih 550 otrok, kapacitete imamo trenutno za 592 otrok, do konca koledarskega leta bomo vključili še 11 otrok, do konca šolskega leta pa imamo še trenutno zanimanja za vključitev nekje 30 otrok. Pri vpisu se je pokazalo, da imamo v primerjavi z lanskim šolskim letom vpisanih več otrok prvega starostnega obdobja in manj otrok drugega starostnega obdobja. Se pravi, da se je trend vpisa nekoliko v tem šolskem letu spremenil. Vsi otroci so razporejeni v 33 oddelkov, od česar so 3 polovični. Na Slomškovi imamo eno polovičko prvega starostnega, na Tatenbachu polovični oddelek kombiniranega in pa en polovični oddelek popoldanske skupine, kar je pa letos na novo, ki je nastal glede na potrebo staršev v tem letu. Vsega skupaj imamo, se pravi, 8,5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 9 oddelkov kombiniranih, pa 14 oddelkov drugega starostnega. Mogoče še povem po enotah, na Slomškovi imamo trenutno 5,5 oddelkov, na Tatenbachu tudi 5,5, na Prevratu 6,5, v Ločah 5, v Tepanju 4, 2 oddelka sta v Žičah in pa en oddelek na Jerneju z Belovem in Špitaliču. Glede na potrebo staršev, bomo začetkom, se pravi, smo začeli s 33, ampak kaže se pa, da do konca šolskega leta bi ne imeli 33 polnih oddelkov in polovičnega tega popoldanskega. Če bi primerjal z lanskim letom, smo začeli z polovico oddelkom več kot lansko leto začetku šolskega leta. Glede na število otrok in oddelkov in pač enote, imamo sistemiziranih 98,74 delovnih mest,
od tega je 75 oseb v strokovno-pedagoški službi, 3 v administrativno-finančni, 11 prehranski službi, 2,25 tehnično-zdrževalna služba in 7,37 v zdravstveno-higienski službi. Če opazujemo glede na normativ, imamo primanjkljaj 0,94 pri pomočniku ravnatelja, 0,19 pri svetovalnem delu in za eno osebo pri prehranski službi. Smo pa v letošnjem letu, glede na strukturo oddelkov, se pravi predvsem glede na starostno obdobje otrok, ki jih imamo opisanih in zahteva tudi večjo sočasnost strokovnih delavk v oddelku ter razproščenosti vrtca, sistemizirali dodatno delavko za pokrivanje sočasnosti. Izhodišče je bilo, da omogočimo čim boljše pogoje izvajanja procesa v vrtcu in s tem na prvo mesto postavimo čim boljše pogoje za razvoj otroka. Na ta način bomo tudi lažje pokrivali vse odsotnosti in čim manj zmotili proces samega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela. Sistemizacija je usklajena z predvidenimi sredstvi vrtca in sledi tudi to postavko. Hvala. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, gospod Jure Levart, prosim za mnenje odbora k predlaganemu sklepu. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje o sistematizaciji vrtca Slovenske komunistične šole za leto 2016-2017. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o izdaji soglasja k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 16-17. Kdo je za? Hvala lepa. Soglasno sprejeto pri prisotnosti 21. Hvala lepa ravnatelju. S tem smo izčrpali delovne točke današnjega dnevnega reda in prehajamo na tisto zadnje vprašanje in pobude. Jaz bi najprej napovedal naslednjo sejo, ki bo predvidoma v četrtek 27.10. Ob 19. uri. Potem na mizah imate eno zloženko Javni zavod Splošna knjižnica prireditve 2016-2017, kar obsežna, se pravi, se kar nekaj dogaja, poglejte jo, izberite in se tudi kakšnega dogodka udeležite. Povabil bi vas, da po končani seji, tisti, ki še niste, si pogledate tele panoje, ki so nastali ob priliki srečanja potomcev družine Vindiš-Grec 25. avgusta v letošnjega leta. Zanimive stvari, marsikaj smo vedeli, smo mislili, da vemo, pa ne vemo, iz bližnje zgodovine, marsikaj se je dogajalo. Tudi tole vabilo za Spirit of Trixie je povabilo kot občinske svetnike na neke vrste dan odprtih vrat, kjer bo povabljeno ogromno ljudi, vsaj pol iz tujine, da predstavijo delovanje tega razvojno-tehnološkega centra, jaz rečem, na področju letalstva, ki je v naši občini. In vabljen, jaz bi pa predlagal, to je sicer original vabilo, glede na to, da piše gor 25.9., da pa v enih 3 dneh pa vseeno poveste tisti, ki so te odeležili, zaradi lažje organizacije, zagotovo. V prejšnji vikend smo imeli na obisku zanimive goste, zanimivo delegacijo. Valerij Ivanovič Tokarev, župan Zvezdnega mesta, dela Moskve, vojaški pilot in pa tudi kozmonaut na 2 odpravah je bil v vesolju, kar zanimiva zadeva. In pa še eno stvar, sem v bistvu mislil vam, čist na koncu povedal, zdaj pa dajem vam besedo, da se ne bi zaštrikal. Izvolite, kdo želi dati vprašanje pobude, da jih pripravimo odgovore? Gospod Hren. Hvala lepa za besedo. Govorim v svojem, pa tudi v imenu odbora za podeželje. Kot veste, se podpisujejo mnogo teh sporazumov. Eno od teh sporazumov je tudi o prostotrgovinskem sodelovanju
transatlantskem, ki zlasti na področju podeželja in pa kmetijstva, kakor tudi na drugih področjih popolnoma spreminja obstoječa zakonodaja in pa bi močno vplival na vse nas, tako saj je mnenje. In po Evropi in pa tudi drugod po svetu nastaja gibanje, ki se imenuje TIPP Free Zone. To se pravi, da bi smo proti temu, da bi za našimi hrbti brez javnih razprav sprejemali kakršnekoli odločitve, ki bo imele bistvenega vpliva na naše življenje in pa na naše odločanje v našem področju. In v imenu odbora za podeželje dajem županu predlog, da se tudi naša občina in naše mesto pridruži skupnostih mest cone proste tajnih sporazumov. Jaz predlagam, da se gradivo predloži statutarno-pravni komisiji, pa če je potrebno še komu, da se pripravi do prouči in pripravi, če je potrebno do naslednje seje, pa ne vidim težav. Prav, še kakšno vprašanje, pobuda? Gospod Štefanič? Hvala lepa. Zbelovski nasip. Kako stvari stojijo? Kako kaže? Glejte, kljub zelo dobrim obetom je tam zadeva, vemo, žalostna zgodba zaradi že dogovorjeni pogoji odkupa zemljišč za pridobitev zemljišč z lastnikom, ki ima, bom rekel, 3/4 zemljišč potrebnih za izgradnjo tega protipoplavnega nasipa, je pač lastnik nažalost umrl, govorimo o Petru Kohneju, in v tem trenutku mi smo naročili, da zdaj malo potipajo, to so občutljive zadeve, kako daleč je, če imamo sogovornika glede odkupa. Malo se je zavleklo, sicer pa zadeve tečejo dalje, kar se tiče projektiranja mostu. To bo predmet naslednjega proračuna, ker če gremo izgradnjo protipoplavnih nasipov, brez da rešimo most in pa predvsem kanalizacijo v samem naselju, ni nič. Se pravi, 3 projekti morajo iti sočasno. Vse premika, ampak je zaspalo zdaj za par mesecev, ker pač nismo mogli naprej. So pa obeti na Ministrstvu za okolje in prostor, da če pridobimo zemljišče, se pravi, dobimo gradbeno dovoljenje za tisti del, kjer je potrebno, da bi bili na vlaku, ki pelje do denarja, se pravi, kohezijski projekt država, ki ga vodi porečje Drave. Tako da zdaj v tem trenutku težko rečem, kdaj in s kakšnim tempom se bo nadaljevalo. Malo je na stand-byju, bo pa krenilo dalje. Elena Voslič. Hvala za besedo. Mogoče bi eno vprašanje na eno odmevnejšo zadevo, ki se je zgodila 16.6., s katero sem pred parimi dnevi izvedla, vezano na to prireditev Najmladi. Da ne vem, če vsi veste, zakaj se gre, neka neljuba situacija se je zgodila na tej prireditvi. Mislim, da so to že razčistili. Ne, samo me zanima, sprašujejo me starši in tak naprej, kak je zdaj zadeva daleč, Pa mogoče tudi, ker sem članica sveta zavoda knjižnici, pa svet zavoda ni bil seznanjen z tem dogodkom, pa se pa neljubo počutiš, ko te nekdo nekaj vpraša, pa ne veš, zakaj se gre. Sam to, kak je zdaj zadeva daleč, ali se kaj rešuje, ali se zadeva zaključila, so vsi dobili tisto, kar so želeli, opravičila. Jaz ne vem, kakšen postopek bi to reševali. Dobili so opravičilo, povedali so, kak je prišlo do tega. Zdaj, kak je kdo razumel, je druga stvar zopet. Gre namreč za vsebino ene predstave, ki je bila kot darilo najmladim. Pa so bile, se pravi, da podrobnosti ali pa zadnji del, predvsem je bil pač malo neprimeren za otroke te starosti in so potem meni starši napisali protestno pismo. Za strani zavoda Splošna knjižnica je prišlo pojasnilo, kak je do tega prišlo, da v bistvu na eno priporočilo kulturnikov konjiških je prišlo do te predstave in kaj zdaj, vlak je odpeljal, pojasnilo je bilo, kak je do tega prišlo, opravičilo tudi, zdaj pa bolj, ko bomo pogrevali, bolj bo smrdelo, tukaj s temu rečem. Ena izkušnja, s katere se kaže, marsikaj nauči, da je treba vse stransko preveriti, predvsem pa vprašati pedagoge, kaj je primerno, kaj ni. Jaz ne rečem, ista predstava je lahko odlična za ene dosti starejše ljudi, kot so pa 15-letniki ali pa še mlajši.
Še kakšno vprašanje? S tem zaključujemo 18. sejo, 18. je.